Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je 23. poglavje z naslovom Božje kraljestvo se je približalo. Jezus je prišel v Galilejo ter oznanjal Božji evangelij in govoril: Čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Spokorite se in verujte v evangelij. Mesijev prihod je bil najprej oznanjen v Judeji. Rojstvo njegovega znanilca je bilo napovedano Zahariju, ko je opravljal službo pri oltarju v Jeruzalemskem templju. Na betlehemskih gričih so angeli oznanili Jezusovo rojstvo, v Jeruzalem pa so ga prišli poiskat modri. V templju sta Simeon in Ana pričala o njegovem božanstvu. Vsa judejska dežela in vsi Jeruzalemčani so slišali oznanjevanje Janeza Krstnika. Odposlanci velikega zbora so z množico vred poslušali njegovo pričevanje o Jezusu. V Judeji si je Kristus pridobil prve učence. Tam je preživel precejšen del svoje prve službe. Preblisk njegovega božanstva pri čiščenju templja, njegovi čudeži ozdravljanja in nauki Božje resnice iz njegovih ust, vse to je pričalo, da je sin večnega, kakor je po ozdravitvi v Betesdi izjavil pred velikim zborom. Ko bi bili izraelski voditelji sprejeli Kristusa, bi jih počastil s tem, da bi kot njegovi poslanci svetu odnesli evangelij. Njim je bila najprej dana priložnost postati glasniki Božjega kraljestva in milosti. Toda Izrael ni prepoznal časa, v katerem je bil obiskan. Zavist in nezaupljivost judovskih voditeljev sta se razvili v odprto sovraštvo, srce ljudstva pa se je odvrnilo od Jezusa. Veliki zbor je zavrgel Kristusovo sporočilo in ga je nameraval umoriti. Zato je Jezus zapustil Jeruzalem, duhovnike, tempelj, verske voditelje, ljudi, ki so bili poučeni v zakonu, in se obrnil k drugi skupini, da bi jim oznanil sporočilo in zbral takšne, ki bodo odnesli evangelij vsem narodom. Kakor so cerkvene oblasti v Kristusovem času zavrgle luč in življenje ljudi, tako ga je zavrgel vsak naslednji rod. Zgodovina Kristusovega umika iz Judeje se je vedno znova ponavljala. Ko so reformatorji oznanjali Božjo besedo, se niso nameravali ločiti od uradne cerkve. Toda verski voditelji niso hoteli trpeti luči. Zato so bili njeni nosilci prisiljeni poiskati druge skupine ljudi, ki so hrepeneli po resnici. V naših dneh malo teh, ki trdijo, da so sledilci reformatorjev, spodbuja njihov duh. Malo jih je, ki poslušajo Božji glas in so pripravljeni sprejeti resnico, ne glede na to, kako jim je predstavljena. Mnogokrat so ti, ki hodijo po stopinjah reformatorjev, prisiljeni ločiti se od svojih ljubljenih cerkev, da bi lahko oznanjevali jasne nauke Božje besede. Mnogokrat so ljudje, ki iščejo luč, zaradi tega prisiljeni zapustiti cerkev svojih očetov, da bi lahko bili poslušni. Jeruzalemski rabini so Galilejce zaničevali kot robate in neizobražene. Za zveličarjevo delo pa so pomenili ugodnejše področje. Bili so bolj iskreni in pošteni, bili so manj podvrženi pobožnjaštvu. Njihov je bil dovzetnejši za resnico. Jezus ni šel v Galilejo, ker bi si želel odmaknjenosti ali samote. Takrat je bila dežela gosto naseljena. V njej je bila precej večja mešanica pripadnikov drugih narodov, kakor v Judeji. Ko je Jezus hodil, učeč in ozdravljajoč po Galileji, se je okrog njega zbrala velika množica ljudi iz mest in vasi. Mnogi so prišli celo iz Judeje in sosednjih pokrajin. Pogosto se je moral skriti pred ljudstvom. Navdušenje je tako zelo naraslo, da so bili potrebni previdnostni ukrepi. Sicer bi se pri rimskih oblasteh utegnil pojaviti strah pred vstajo.
Na svetu še nikoli poprej ni bilo takšnega obdobja. Nebesa so prišla k ljudem. Lačne in žejne duše, ki so čakale na Izraelovo rešitev, so se zdaj veselile milosti usmiljenega zveličarja. Jedro Kristusovega oznanjevanja se je glasilo: čas je dopolnjen in Božje kraljestvo se je približalo. Spokorite se in verujte v evangelij. Evangelsko sporočilo, ki ga je oznanjal sam zveličar, je potem takem temeljilo na prerokovanjih. Čas, ki je bil po njegovih besedah dopolnjen, je zajemal časovno obdobje, ki ga je angel Gabriel oznanil Danijelu. 70 tednov je odrejenih za tvoje ljudstvo in za mesto tvoje svetosti, da preneha pregreha, se zapečati greh in se zadosti za krivdo, da se vpelje večna pravičnost, se potrdita videnje in prerok in se pomazili presveto. En dan v prerokovanju pomeni eno leto. 70 tednov ali 490 dni je 490 let. Dana je izhodiščna točka za to časovno obdobje. Vedi torej in razumi. Odkar izide povelje, da naj se obnovi in pozida Jeruzalem, do maziljenca, vojvode, bo 7 tednov in 62 tednov, torej skupaj 69 tednov ali 483 let. Povelje za obnovitev in pozidavo Jeruzalema je izdal perzijski kralj Artaxerxes Longiman in je začel veljati jeseni leta 457 pred našim štetjem. Od tega časa sega 483 let do leta 27 našega štetja. Po prerokovanju naj bi to časovno obdobje segalo do Mesija, maziljenca. Leta 27 našega štetja je bil Jezus pri krstu maziljen s Svetim Duhom in je kmalu zatem nastopil službo. Odtlej se je oznanjalo sporočilo: čas je dopolnjen. Angel je nadaljeval: z mnogimi utrdi zavezo za en teden, 7 let. 7 let potem, ko je zveličar začel službo, se je moral evangelij oznanjati predvsem Judom. 3 leta in pol ga je oznanjal sam Kristus, pozneje pa apostoli. Na polovici tedna odpravi klavno in jedilno daritev. Spomladi leta 31 je bil Kristus darovan kot prava daritev na Golgoti. Zavesa v svetišču se je pretrgala, da bi nakazala, da sta prenehala svetost in pomen daritvene službe. Prišel je čas, da se prenehajo opravljati daritve na zemlji. Ta en teden, 7 let, se je končal leta 34 našega štetja. Takrat so Judje s kamnanjem Štefana dokončno zapečatili svoje zavračanje evangelija. Učenci so bili zaradi preganjanja razkropljeni in so hodili okrog oznanjajoč besedo evangelija. Kmalu potem se je spreobrnil preganjalec Savl in postal apostol poganov Pavl. Čas za Kristusov prihod, njegovo maziljenje s Svetim Duhom, njegovo smrt in podajanje evangelija poganom je bil natančno določen. Judje so imeli prednost razumeti ta prerokovanja in prepoznati njihovo izpolnitev v Jezusovem poslanstvu. Kristus je učencem poudaril pomembnost proučevanja prerokovanj. Sklical se je na Danijelovo prerokovanje o njihovem času z besedami: kdor bere, naj razume. Po vstajenju je razlagal učencema, kar je v vseh prerokih napisano o njem. Po vseh prerokih je govoril sam zveličar. Kristusov duh je bil v njih in je vnaprej pričeval o trpljenju namenjenem Kristusu in o poznejšem poveličanju. Angel Gabriel, ki je po položaju prvi za Božjim sinom, je Danijelu prinesel božansko sporočilo. Kristus je poslal svojega angela Gabriela, da bi ljubljenemu Janezu razodel prihodnost. Blagoslov je izrečen njemu, ki bere, in tistim, ki poslušajo besede tega prerokovanja
in izpolnjujejo, kar je zapisano v njem. Kajti Gospod Jahve ne stori ničesar, ne da bi razodel svoje skrivnosti svojim služabnikom prerokom. Skrivne reči so Gospoda, našega Boga, a kar je razodeto, naše je in naših otrok vekomaj. Bog nam je dal te resnice. Njegov blagoslov pa bo spremljal vsakogar, ki z globokim spoštovanjem in molitvijo proučuje preroške spise. Kakor je sporočilo o prvem Kristusovem prihodu napovedalo kraljestvo njegove milosti, tako napoveduje sporočilo o njegovem drugem prihodu kraljestvo njegove slave. Drugo sporočilo temelji na preroški besedi prav tako, kakor prvo. Angelove besede Danijelu o zadnjih dneh bodo ljudje razumeli v času konca. V tem času bodo mnogi to preiskovali, da se jim pomnoži spoznanje. Krivični bodo krivično ravnali. Nihče od krivičnih tega ne bo razumel, le razumni bodo razumeli. Sam zveličar je napovedal znamenja svojega prihoda. Kadar vidite, da se to godi, vedite, da je blizu Božje kraljestvo. Pazite pa nase, da ne bo kdaj vaše srce obteženo s požrešnostjo in pijanstvom in skrbmi tega življenja in vas ta danes zadene iznenada kakor zanka. Bedite torej vsak čas in molite, da boste mogli ubežati vsemu temu, kar se ima zgoditi, in stati pred Sinom človekovim. Dočakali smo obdobje, ki je bilo napovedano v teh besedilih. Prišel je čas konca, videnja prerokov so odpečatena, njihovi resni opomini pa opozarjajo na to, da je blizu prihod našega Gospoda v slavi. Judje so napačno razlagali in uporabili Božjo besedo, zato niso prepoznali časa svojega obiskanja. Leta, v katerih so jim služili Kristus in njegovi apostoli, zadnja dragocena leta milosti za izvoljeni narod, so preživeli v kovanju zarote za uničenje Gospodovih poslancev. Posvetno častihlepje jih je tako prevzelo, da jim je bilo brezuspešno ponujeno duhovno kraljestvo. Tako tudi danes kraljestvo tega sveta toliko zaposluje misli ljudi, da ne opazijo hitrega izpolnjevanja prerokovanj in znamen o skorajšnjem prihodu Božjega kraljestva. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi noči in ne teme. Čeprav nam ni dano vedeti, ob kateri uri se bo vrnil naš Gospod, vendar lahko vemo, da je blizu. Zato nikar ne spimo kakor drugi, temveč bodimo budni in trezni.